potem ne bi nič spreminjal na tej poti? Ne, za nič mi ni žal, zato ker to pot sem si sam poslal in naredil in veliko stvari sem zavrnil. Tako da mogoče bi lahko dal prelezo, če bi znal minglat, še ena lepa beseda, ne poznam slovenskega prevoda, ampak če bi znal biti rektalni alpinist. Komik, igralec, scenarist, producent, tvorec najbolj gledanega slovenskega celovečernega filma, ki pa je zaslovel že precej pred tem in ima kar veliko imen prek svojih dosedanjih vlog, seveda. Gojko Ajkula, Jerč, Krastač, Hitmacher, Car, Zoki in še bi lahko naštevala. Vse zdaj že veste, o kom govorim, kaj ne? Goran Hrvačanin, dobrodošel v Zjovevo na ti. Hvala in hvala, da si poslovenila moj priimek. Ker drugače je Hrvačanin. Hrvačanin je. Se opravičujem tudi mojega poslovenja. To vidiš, pa so zdaj na istem. Vem, kako je to. Okay. Se opravičujem. In začneva glih s tem, ne s priimkom, ampak s temi imeni, vzdevki, ki sem jih nekaj naštela. Mene je vedno zanimalo, kako te pristopijo ali pa pristopajo ljudje na ulici. A ti pristopijo kot Goranu, kot Gocetu, jaz te poznam še najbolj kot Goceta, ne vem, če te še tako kličejo, ali kot, ne vem, Gojka Ajkulo, Carja. Jeseničani me mislim, da kličejo Goce, zato ker se poznamo še preden smo bili kao prepoznavni. Drugač me pa ljudje kličejo po zadnjem aktualnem videu, tako da zdaj jih ni, ampak bil sem že kva je zdaj Krastač, kva je zdaj Carica. Tudi? To mi je bilo najbolj prizadeto. Zdaj pa mislim, da so se kar nekje ustalili na Gojko vzdevko, zato ker sem ga tudi z namenom za to se izmislil, da bi nekako, kako bi rekel, poenotil te vzdevke in imel nekaj kao normalnega, ki približno liči na moje ime. Ajkula nisi? Ne, to je kao priimek. Okay. Ti si svojo pot gradil postopoma in jo tudi zgradil kot eden od glavnih obrazov YouTubea v Sloveniji. Malo prej sva gledala, koliko je že let minilo od tistih določenih famoznih videov Caric in tako. Ja. In ti si tudi oseba, po mojem mnenju, ki je tudi nekako odprla vrata drugim, ki so tudi hoteli sodelovati ali pa ustvarjati na tej platformi. Hvala. Sam ti zame recimo nisi samo Jerč, ali pa Gojko, ali pa Ajkula, ali pa Car, Zoki in tako naprej, Carica. Ti si zame več kot to, zato ker si z Jesenic, tako kot jaz. In midva sva danes na tej lokaciji, sicer nad Jesenicami, z razlogom. Zakaj sva tukaj? Tukaj so zato, ker smo tle na prav tej egzaktni lokaciji posneli Carice, prvi del. To je nekako video, ki je po mojem postal najbolj viralen. Prav smo imeli že prej par videov, je se ta nekako najbolj prijel in we are paying homage to the place where we were. Zdaj sem malo angleščini govoril, čisto da razkuram še kakšne gledalce. Če niso bila dosti očala, poraščen obraz in kapuca na glavi, sem dodal še malo tujk. A so bile Carice tista res prelomna točka za vse, kar se je potem dogajalo? Niso bile, ampak mislim, da je to šlo nekako okrog, ali pa je bilo mogoče to, da so naše ženske začele spremljati. Mislim, da pa prvi nekako najbolj viralni video je bil Krastač, potem Car in Carice so bile kot ženska verzija Carja. In ta Car je v bistvu, lahko rečemo, nastal kot neko tudi ogledalo družbe, v kateri smo odraščali, sva odraščala. Tako. To je bil moj odziv na stanje, ki se je dogajalo okrog nas. To je neko ogledalo, neka satirica, ampak mislim, da ljudje tega niso tako dojeli, zato ker so bili zgroženi na tem videu. V pozitivnem ali negativnem smislu? Mislim, v negativnem smislu, ker jaz se bom vzel to kot kompliment, da je bilo to tako dobro odigran, da niso ločili med skečem in realnostjo. Zato, ker so kaj ta čefurkle dela, kaj je to tukaj smešnega. Se pravi, niso delali, da je to nekaj režiranga in igranga, čeprav so bili vmes rezi. Nisem še videl nekega posnetka, kakšne udale iz realnega sveta, kjer bi se celo režiral in montiral svoj video, ampak ja. A se je kdo prepoznal kdaj v teh videih tudi mogoče? Ja. To sem pa slišal od
Carica, no, s caricem so se še najbolj poistovetile te ženske, ki so hodile na folkloro in poznale vse te scene, igrale kolo pa to. A ti nekaj povem? Jaz sem tudi hodila na folklor. No, vidiš. Res sem. 20 let, makedonsko, ampak sem. Potem je verjetno tudi življenje na Jesenicah ali pa odraščanje na Jesenicah vplivalo na tudi te tvoje začetke v tem smislu tega ustvarjanja. Definitivno. Kot so se pogovarjali predno, so se požgali kamere, mogoče samo mesto kot mesto in infrastruktura nam niso dali bog ve kaj, zato ker mogoče je bila takrat država v ponovnem razvoju, dajmo reči, da je to neki izgovor, ko so ga imeli, ampak kar se tiče ljudi, družbe, socialnega tega okolja, ki ga danes tam mali nimajo, je pa neprimerljivo, ker jaz sem recimo odraščal med bloki, kot blokovci nas je bilo, 15 zunaj. Po mojem je bila to neka maksimalna številka in mislim, da smo en drugega vzgojili, ker so starši po večini delali. In to je izkušnja, ki jo ne bi menil za nič na svetu. Tako da hvala Jesenicam za to, za ostalo pa. Jaz sem tudi v bistvu blokovski otrok, čeprav je bil malo manjši moj blok, ampak jaz vedno rečem, da smo nekako živeli dejansko to, kar zagovarja menda tudi Evropska unija, ampak njen glavni slogan ne bi bil združeni v različnosti, pa se mi zdi, da smo mi tle še najbolj dokaz tega, ne, ker smo vsaj, pri nas je bilo tako iz bivših republik, po mojem je bila čisto vsake bivše republike ena družina v tistem bloku. Evropa si pa najde neko državo, kamor bo uvažala te ljudi in razumem, da jim je taka raznolikost bolj všeč, če je to bolj nadaleč, ne? Ampak sam ne pri nas, ne? Tako. Ampak ja, mi smo imeli pa res pestro odraščanje. Kaj si pa delal še takrat, ko si začel se ukvarjati s temi videi, takrat še najbrž nisi mogel glih preživeti od tega, ampak je bilo bolj ljubiteljsko, sklepam. Si imel kakšno zaposlitev, ne vem, redno? Redne zaposlitve nimam, oziroma niti ene minute. Delal sem prek študentskega servisa, to, kar se je dal, so prav do 27 leta. Delal sem pa v kazinoju v Kranjski Gori, kot krupier na ameriški ruleti, ker sem tam potrošil svoje študentske zmožnosti, sem pa pol šel delati tudi neko lokalno produkcijo na Blejsko Dobravo in od tam počas pol prišel do točke, kjer sem zdaj. Koliko pomembna je bila podpora, če si jo imel, a si jo imel, koliko si jo imel od družine predvsem, ampak tudi od prijateljev in znancev pač pri vseh teh stvarih? Zdaj bi rekel, da sem prav doma dobival podporo, ne morem glih reči, niso me pa ovirali pri tem. Ampak glede na to, da so oba iz delavskih družin, je ta poklic, ki ga upravljam, je nekaj tazga, ki ne obljublja boljši jutri. V smislu, naći ti se neki pravi posel ali za ostale, najdi sebi neko pravo službo, sine, zakaj pohajkuješ po teh bohemskih vodah, ampak kot sem rekel, niso me pa pri tem ovirali, mene pa tudi ni zanimalo iskreno, kaj si oni mislijo, zato ker sem videl, da se njihove zgodbe tudi niso končale tako, čeprav so bili delovni in pridni in sem si rekel, da ne bom jaz obstajal ob 6 zjutraj in se življenje šparal za to, da bom poje umrl. Tako da se trudim ustati, kadar želim, denar trošiti za stvari, ki jih želim in tako tudi živeti. Saj to je smisel življenja, ne bi bil. Koliko je bilo pa podcenjevanj, če že ne obsojen? Ne govorim zdaj nujno o družini, tako, nasplošno. Pa jaz mislim, da od strani publike ali pa ljudi niti ne, zato ker smo prišli kar od nekod, zelo intenzivno in se kar hitro usedli na ta nek, da ne bom rekel prestol tega YouTube, ampak takrat je bilo to toliko frišno, da smo bili v bistvu edini, pa po mojem tudi najboljši. Ni bilo nekih tako oviran. Po mojem, na čase so se ljudje zmerom obdregali ob to, da smo bili čefursko obarvani, na kar se nahakljajo še danes. Ampak, ko sem ti omenil, preden smo začeli snemati, mi je žalostno to, da se ljudje ne zavedajo, da so to fiktivni liki, ki živijo v internetu in se ljudje še zmer počutijo ogrožene. V smislu pod komentarji, to je Slovenija. Ne, to je internet. To je fiktivni lik, ki živi na internetu in če te tak lik ogroža, pol je tvoje življenje zelo bogo. Tako da to so bile mogoče kakšne take majhna polena, spotike, ampak nič hujšega, no moram reči, da
Pulje lesa, ampak ne moram potrkati, ker bom mogel stran do mikrofona, ampak tako, no, lepa pot. Potem ne bi nič spreminjal na tej poti. Če se zdaj ozreš nazaj, ali je kaj tazga, kar ne bom rekla napaka, ampak tako, da ti je za kaj žal ali pa da si zdaj misliš, da bi lahko kaj drugače naredil? Ne, za nič mi ni žal, zato ker to pot sem si sam poslal in naredil in veliko stvari sem zavrnil. Tako da mogoče bi lahko dal prelezu, če bi znal minglat, še ena lepa beseda, ne poznam slovenskega prevoda, ampak če bi znal biti rektalni alpinist, če bi se znal družiti, prelizvati pravim ljudem, bi mogoče bil kje dal, ampak nisem tak tip človeka, niti tega ne znam delati, niti bi lahko mirno spal zvečer, če bi vedel, da sem tak tip človeka. Tako da to je moja pot in sem vesel, da je taka, kakršna je. No, regrets. Navdih pa črpaš, ja vem, pač iz tako tudi verjetno resničnega življenja, določene stvari ali pa kakšnih spominov in tako, ampak a ti kdaj zmanjka ali pa če ti ga zmanjka, kako nabiraš to energijo, pa tudi to ustvarjanje za navdihe, ki jih rabaš? Glede na to, da se ukvarjam, dajmo reči temu satiro in da nastavljamo gledalo v družbi, moja inspiracija ne zmanjka, zato ker se družba vedno bolj premika v neko bolj žalostno smer in včasih moramo ograditi od inspiracije, da ne bi bruhal, ampak ne zmanjka. Definitivno ne zmanjka. In medtem, ko ti zabavaš druge in do tebe najbrž tudi veliko ljudi pristopi s pohvalami v smislu ful si me dobro nasmejal, jaz se pa sprašujem, kdo zabava tebe ali pa kdo te najbolj nasmeji? Dobro vprašanje. Niko Zagode, mislim, da sem Zagode prav izgovori, Zagode je eden od prijateljev, ker sem že večkrat na glas rekel, da sem vesel, da ga imam, zato ker je to eden redkih, ki mene nasmeje. Nočem reči, da mi drugi ne nasmejo, ampak on je tak, da ima včasih one man show in se z veseljem prepustim njegovem šovu in si rečem, to je zdaj pa moj trenutek, kjer se jaz lahko sprostim. Tako da v bistvu prijatelji, serije, kakšne sem pa tja. Ja, Niko, pozdrav. Omenila sva že malo ta nor svet, oziroma da ni vse lepo in prav, žal. Jaz recimo se predvsej ukvarjam s področjem duševnega zdravja pri svojem delu v Evropskem parlamentu. Pa če greva še malo na to temo, čisto z vidika teh današnjih časov, v katerih mladina nekako doživlja neke fenomene, ki jih niti naša generacija ni poznala, kaj šele kakšne prejšnje, pa se imam načeloma za mlado, ampak se mi zdi včasih, da sem zelo, zelo za časom. Nisem si mislila, da se mi bo to zgodilo, ampak se mi že dogaja zdaj. Okay. In zdaj družbena omrežja so izredno priljubljena, vedno bolj in to je res ampak hkrati so tudi, se mi zdi, da vedno večji, ne nujno samo potencialni vir za težave in za samo podobo in potem posledično tudi za duševno zdravje mladih v prvi vrsti, pa ne samo mladih. Kakšen nasvet bi ti dal mladim danes glede uporabe teh družbenih omrežij mogoče? Ja, karkoli bom rekel, se jim bom zagravžil, zato ker bom spet izpadel ta nek star foter, ki pametuje in tega si definitivno noče slišati, ampak mislim, meni se zdi problem, da mladi nimajo več nekih vzornikov, normalnih vzornikov pa idolov. Imajo te neke kvazi vzornike, ki jim lahko rečemo tudi influencerji, ampak ni point zdaj, da kamnamo te ljudi, hočem samo reči, da ne poznamo odgovora. Jaz, če se ne bi ukvarjal s tem, čimer se ukvarjam, sploh mislim, da ne bi bil na socialnih omrežjih, ker se mi po večini to gravža. Zato, ker to pomeni socialna omrežja vse tisto fikcija. Če odpreš Facebook, Instagram, predvsem Instagram, se ljudje tam predstavljajo kot tisto, kar želijo biti, ne tisto, kar so. Se pravi, čas smo se smejali Heleni Blagne, ker smo vedeli, da se ona rada slika iz svojega ta dobrega profila in je bilo jaj. Zdaj vsak papa, ki ima telefon, išče svoj dobri profil, popravljajo se, retuširajo se noge, roke, tolšče, celuliti in to je vse neka kvazi fikcija in kada že nismo dosti oddaljeni v svojega bistva, smo si še izmislili aplikacije, ki nas bojo še dalj stran odpeljale. Mislim, da iskreno bi bilo najbolj, če bi internet padel za ne vem
koliko časa, da bi se ljudje mogli ukvarjati sami sabo. Jaz razen tega drugega odgovora ne vidim. In kaj, če se zdaj malo predstavljajo, da internet pade zares, kaj bi ti delal? Delo bi iste stvari, sam verjetno bi rabo en teden, da bi se navadil pisati na list, ne na telefon, ampak delal bi, kar bi zdaj delal. Še zmer lahko živim brez interneta, ampak mi je lažje živeti z internetom. Ja. Kaj bi delal? Delal bi, kar delam. Šel bi križanke, hodil bi na sprehode, ne vem kaj bi. Še zmer lahko pišem na list papirja. Ja. Če greva še na mogoče te spletne platforme, tudi so se zelo spremenile. Tudi družba in ta svet družbenih omrežij. In ti si začel z YouTubeom, ki je tudi bil takrat verjetno precej bolj drugačen, kot je danes. Pa tudi tvoj način takrat, ali pa vaš način takrat je bil nekaj drugega, kot so mogoče načini teh snemanj ali pa objav danes. Ja, ko smo mi v bistvu začeli, mislim, bilo je tudi par videov, preden so bili te krstači, pa to, kar sem prej omenil, ampak mi takoj, ko smo začeli YouTube-a, sploh bloni. Se pravi, mi smo delili videe po mailih. Tako se je včasih viralnost zgodila. In pol je prišel kasneje YouTube in si lahko vse te videe apliciral na to mini socialno mrežo, ki si jo zgradil. Kako je bilo drugače, ne vem, najbolj je opazno to, da so zdaj te algoritmi v igri, da nas je YouTube dober navlekel na vse te zastonj usluge in zdaj, ko smo v bistvu že toliko navlečeni, da ne znamo živeti brez njega, zdaj pa nam turi te reklame vsakih 6 sekund in vse ostalo. Ampak včasih je bilo tako, da ko si objavil nek video, si dejansko bil pri vrhu YouTubea, nisi rabo scrollati 16 dni, da si prišel do sebe, ampak vse, kar si objavil, je bilo nekako videno. In tudi naši ogledi so bili nenormalni. Za razliko od današnjih časov, za primer, spomnim se videa Rekorder, kjer Mario plava in zauzima kroščmar. Ta video recimo v enem dnevu imel 70,000 ogledov. Da se tudi danes lahko zgodi. Ampak to je bila čista organska objava, brez kakršnega koli sponzoriranja. Se pravi, algoritem je bil toliko čist, da si dejansko prišel do vseh svojih ljudi. A misliš, da bi zdaj, če bi zdaj v teh časih, leta 2024, vi naredili tiste videe, Carice, Krastač in tako naprej, da bi lahko dosegli tudi to, kar ste dosegli takrat? Ali bi bilo lažje ali težje, no, mogoče tako? Mislim, da bi bilo težje iz vidika, ker je taka poplava vsebin in bi težje preplavali ven, ampak mislim, da so vsebine bi funkcionirajo še danes, še zmer, zato ker je vsebina. Če so se pogovarjali o aplikacijah, mislim, da je problem mladine danes, ker govori, da recimo, da snema TikToke. Ne snemaš TikTokov, snemaš video, ki ga daš na TikTok. In to mi govori veliko. Se pravi, oni ne dojemajo, da snemajo kreativne vsebine, ki jih lahko dajo kamorkoli, ampak so podrejeni platformi, pol so oni v trenutnem trendu. Ne razmišljajo naprej, ne razmišljajo nazaj, oni so samo v tem momentu. In ko bo ta trend odšel, mislim, da bodo odšli tudi oni. Torej, mladim bi želel reči, da je poudarek na vsebini, ne na platformi. Vsebina bo preživela vse platforme in zato jaz lahko danes po 13 letih še zmeraj s tabo tle debatiram, ker sem imel nekaj za povedati, ne za pokazati. Tudi, ampak ne tako. Ja. Kaj pa te tako imenovani šorci, ali kako se temu reče zdaj v modernih časih? Mislim, tudi to dejstvo, da dejansko po parih sekundah ljudje ne gledajo glih, ne, se mi zdi. Treba je njihovo pozornost dobiti že takoj na začetku, če. Ne? To se verjetno tudi pozna pri kreativi, ali ne? Pozna se, ampak jaz se zaenkrat na to ne oziram. Preden so bili te šorci, ne vem koliko let nazaj, skoraj 10, je bila aplikacija Wine, 6-sekundna aplikacija, kjer je bil čar v tem, da si v 6 sekundah mogel narediti nek kratek video in je propadla, sicer ne vem zakaj, ampak ta se reče že razpon koncentracije gledalcev je pa ostal isti. Kar hočem povedati, jaz mislim spet, da se ne oziramo na trende. Zdaj, kaj bomo naredili? Na koncu bomo sekundne videe delali, zato ker se ljudem ne da več gledati. Mislim, da ne. Ja. Ampak recimo absurd je pa tle, da imaš pa to drugo stran, ker so zdaj moderni podcasti, ki trajajo po uro in dlje, ki jih ljudje še zmer gleda, mogoče bar posluša, ampak to hočem povedati. To je sam nek trend, ki bo po mojem da šel. Short. Če greva še na daljše stvari, film recimo, Vrhostar, celovečerc, najbolj gledan slovenski
Kako je pa prišlo do tega? Ker nekje sem prebrala, sam še preden ste sploh se spravili v snemanje tega filma, da nimate v planu celovečerca. Ampak verjetno so se pa vmes stvari skratka spremenile. A ste se, ne vem, kako je sploh prišlo do te ideje, a ste se en dan zbudili pa rekli, da gremo malo posneti en film? Ali tako? Iskreno mislim, ker že nekaj časa tega ne imeli, da je bilo tako, da sva z Marjem hotela narediti neko gledališko predstavo, da bi naredila nekaj drugega, po mojem, ker so bila sita teh lovljenja teh oglaševalcev in tega, in so pa kmalu ugotovila, da nimava dosti izkušenj, da bi naredila sama gledališko predstavo. In takrat smo imeli še nekega agenta, in smo dojeli, da v Sloveniji ne moreš imeti agenta, ker smo premajhen tržišče, ampak on je nekako omenil, zakaj vi delate predstavo, zakaj ne naredite film. In pa smo pomislili, tle smo pa bolj doma na odru. In ko smo šli listati, kjera vsebina bi bila najbolj potržljiva in bi se najbolj prijela, smo se odločili, da smo imeli to Car, balkansko opcijo, pa to Hostar, to slovensko opcijo. In smo se odločili za Hostarja, zato ker ipak živimo v Sloveniji. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da Balkanci niso veliki potrošniki. To nam je bilo jasno, ko smo prodajali merchandise, oziroma se temu reče po slovensko, Marija, sramota me. Ne vem, te kakšne promomateriale. Z našimi promocijske napisi, materiale. Promocijske materiale. In smo ugotovili, da 5% je mehkih čajevcev kupcev, vsi ostali so pa avtohtonci. Torej, kupna moč je druge. In smo se rekli, zakaj bi zdaj naredili film za tiste, ki bodo čakali, da pride na Partis. Partis je nek portal, kjer si zastonj lahko nalagal videe. In mislim, da smo naredili to pravo odločitev, ker se nam je več kot očitno splačalo. S tem nočem nad slabega s našim balkanskim bratom, ampak pač niso taki, da bi zapravljali denarja, če ni stvar 93,000krat preverjena. In tako da prav smo se odločili in raziskali smo tržišče, bom rekel, nismo šli sami z njega feelinga. A se mogoče spomniš zdaj z glave kakšne, ne vem, take prigode, ki ti je ostala za večno z tega snemanja, kakšne anekdote? Najbolj mi je ostalo to v spominu, da smo vse delali sami. To mi je najbolj, da sem začel osiveti po tem filmu. Ker tega, to, da smo delali sami, se najbolj spomnim. Da sem recimo odigral sceno za šankom, se usedel v avto, šel v hotel po catering, v avto nabijal avsenike, da sem ostal v karakterju, prišel nazaj in igralci vadil sceno za naslednjo sceno in potlej šel nazaj igrati. Tako da ni bilo nekih tako, ali pa je mogoče ena taka anekdota, ki nima veze s tem, da je maja padel sneg. In da smo pa mogli streh pometati sneg zato, da se je ujemali s prejšnjimi posnetki, ker je bila, 4 dni nazaj pomlad, ker naenkrat je bil pa sneg na strehah. To dvoje je mogoče. Kako je pa filmski svet sprejel to dejstvo, pa malo bom zdaj karikirala, ampak res me zanima, da so neki youtuberji pa skečerji posneli film, ki je pač zdaj najbolj popularen? Po odzivih sodeč se mi zdi, da jim je zelo težko padlo, tako ker krompir pa meso zabelo zasko. Ko jim je težko padlo. Eni so se celo javno opredelili in javno zgražali, češ da s svojim jezikom in kletvicami kvarimo našo mladino, ampak sem že 1000krat rekel, da naša naloga ni, da mi izobražujemo vašo mladino, ampak da jih zabavamo. Izobraževanje naj se zgodi doma. Jaz sem spet hotel, če govorim iz svoje perspektive, narediti nek paralelni svet, ki je zelo baziran na resničnih anekdotah. Danes sem recimo na Bledu pred lekarno slikal traktor, kar govori o tem, da res živimo v ruralnem svetu, ki je še kako prepleten s Hostarji, tako da vas vabim, da pridete na Gorenjsko, mogoče malo dal od jezera, pojdite pred Gorjem pa v lokal, naročite čaj, pa mi povejte, a smo kaj zgrešili. Če sva že pri čaju, se bom navezala na zeleni čaj z mlekom oziroma na žganja, to je bila ponudba pri Hostarju, če sem si prav zapomnila. Ne, čaja ni bilo, čaja si želel ta žabar. Želel si, pa ga pa ni bilo. Ampak pa žganica je bila po ponudbi. No, kaj si pa najraje pripravi Goran, Hrvačanin? Drugače res čaj. Kave ne moram piti, ker me dela anksioznega in nemirnega, ampak pijem pa črni čaj z mlekom. Tako da jaz sem ta
Papak, ja. Ti imaš res zdaj že ogromno izkušenj z ustvarjanjem, tudi z oblikami dela v tem kontekstu, takšnimi in drugačnimi, in pišeš scenarije, pa igranje na velikih platnih, pa ustvarjanje tudi skečev, tudi reklam, nastopi v živo in tako naprej. Pa me zanima, a je lažje ustvarjati vsebino zase, tako, da nisi omejen, da imaš več svobode, no, bom tako rekla, ali za naročnike, kjer pa verjetno so neka, to, mislim, odvisno verjetno, ampak neke omejitve najbrž obstajajo. Ali pa zahteve. Zmeram so omejitve pa zahteve, ampak moj način dela je tak, da ne sprejemam ponudb, kjer ne moram narediti stvari na svoj način. To, kar se samo na tak način zagradim in ostanem dosleden samem sebi in si predstavljam, da na tak način tudi gledalcem. Tako da, če me omejujejo, pa reš spustim projekt in si rečem, bo že kaj boljšega prišlo. Ampak definitivno je lažje zase pisati, ker izhajaš iz sebe. Ja. Tam pa ful malo stvari za druge napisal. Tako da v bistvu drugega ne poznam. S katerim projektom se pa ukvarjaš zdaj, če se? Zdaj se ukvarjam s Hitmacher projektom. Iz tega enega komada, ki je bil Šala, Gunce Afno, je v bistvu nastal cel album. Okay. Da mislim, da je vse skupaj že 13 komadov. Plata bo prišla ven jesen, prvi živi nastop je 15.6. na Vrhniški noči, tako da ne bo več samo fiktivni lik, ampak bo postal realen. Tako da to mi je neki noga, kar še nisem počel in mi neki, kar me rine, da delam še naprej. Na kater projekt si pa najbolj ponosen? Po mojem na Hostarja Enko. Enko? Definitivno Enko, ker to je bil naš izdelek. Taka ena udarniška akcija, čeprav vem, da te besede bolijo kakšne ljudi, ampak ja, to je bil projekt, ki smo delali za sebe, sami, iz nič in tudi bili nagrajeni maksimalno možno. In če nekaj delaš sam za sebe in si pol še nagrajen, mislim, da je najboljši občutek. Tako da ja, mogoče še kakšna stvar, ki sem jo pozabil, ampak to je pa tudi največji izdelek, to se mi zdi tako. Ja. Jaz sem, ko sem se pripravljala na najin pogovor, zasledila tudi, da si enkrat govoril tudi o tem, da v življenju določene naše, ne vem, negotovosti, pa pomanjkljivosti, pa tudi slabe navade izvirajo iz otroštva oziroma naših staršev, vzgoje. In ti si tudi zelo odprt glede svojih osebnih izkušenj. Kako si prišel do spoznanja, da tvoja želja po pozornosti, bom tako rekla, malo v narekovajih, izvira iz nekega pomanjkanja v otroštvu? To se je zgodilo dosti kasneje. Jaz sem po neki slučajnosti si začel ukvarjati s tem, kar počnem še danes, ampak zmeraj sem vedel, da si želim pozornosti. To si ne vem. Kaj se rečem, 5-6 let nazaj mogoče zgodilo na ta način, da sem to dojel, da je dobesedno to, da se mi je ta puzla ulegla, ampak začel se takrat, ko sem začel malo kopati po sebi in se spraševati o teh stvareh. Ja, jaz mislim, da se vse stvari zgodi v otroštvu, vse te naše travmice nas definirajo, ko smo mladi, ne? Zdaj nočem pametovati, ker ne poznam veliko o tem, ampak pravijo, da kar se ti do 6. leta zgodi, te formira kot osebo. Jaz sem imel relativno super otroštvo do tega momenta, ampak potem se je pa malo začel zalamljati. To bi rekel, da imam neko normalno osnovo, ampak sem pa še vse malo pripiha skozi mene šiba. A si še kaj vprašala? A sem jaz pozabil navezati? Ne, si mi odgovoril, pa mogoče, če se zdaj navežem jaz na tvoj odgovor, kaj je potem po tvojem, ali pa po tvojih izkušnjah, pa tem, kar si dojel, najboljši način za vzgojo bistre mladine, z zavedanjem, da smo sicer, da živimo v norem svetu z ogromno pastmi, ampak da hkrati se vendarle tudi uživa ob realnih, se pravi ne fiktivnih, ampak realnih lepotah tega sveta. Glede na to, da sva prej trdila, da se vsi kompleksi pa travme začnejo v otroštvu, jaz mislim, da bi vsak starš malo se mogel s sabo ukvarjati, predne še eno bitje da na ta svet. In s tem hočem povedati, da bi na tak način bil svet lepši, če bi ljudje se malo spucali, preden dajo novo generacijo ven, kar pomeni, da bi
naučil tudi mlajšo generacijo, da mora delati na sebi in potem bi vsaka naslednja generacija bila mogoče malo bolj normalna in bližja svojemu bistvu. Tako se mi pa zdi, da je ta pritisk časa in družbe danes še večji, kot je bil včasih in nimaš časa se s sabo ukvarjati. Tudi meni je mati rekla, pa dobro, dokler ćeš se ti baviti sa sobom, kje so otroci, kje so vnuki. Ne jih delajo ljudje, vse nas je že tako preveč na svetu. Ampak jaz bi si želel, da se ljudje malo več s sabo ukvarjajo, preden nova bitja na ta svet pošiljajo, ker če starš ne ve, kaj bo sam s sabo, kako bo otrok vedel. In to se mi zdi, da je ena tako enostavna, ampak zelo težka opcija, ki bi lahko spremenila svet na boljše. Kaj pa recimo tudi to, omenil si, vsaj tudi jaz isto tako funkcioniram, zato zelo dobro razumem, kako pomembno je tudi tebi biti nek dober zgled, pa predvsem realen. Ja. Koliko škodljivo je kazanje, malo sva se dotaknili, ampak vseeno se bom še malo navezala, predstavljati neko popolnost, ki je pač ni in s tem ni nič narobe. Dejansko je to vse, kar ljudje danes počnejo, ali pa dajmo reči počnemo, ta Instagram, ta fikcija, ki so pregovorila, je točno to. Meni se zdi, da je to poguba. Da je to poguba, ker nobeden ni popoln, vsi se pa trudimo biti in delamo, da smo in kam gremo s takim razmišljanjem. Nam je jasno gledano to, kam se družba premika, se pravi v zaton. Ne? Nočem biti za negativen, ampak dejansko vsaka civilizacija, ko je prišla do nekega maksimalnega razvoja, je začela toniti v zaton. Ne? In to smo se učili v osnovni šoli, mogoče so ljudje pozabili, ampak Rimljani, Grki so prišli iz tega, da so imeli toliko hrane, da so na koncu imeli palčke za bljuvanje, ker bi radi pojedli še en obrok, čeprav so siti in mislim, da smo nekje zdaj na tem levelu. Torej, za tisti, ki imajo življenje, totalna dekadenca, totalno prestaravanje, za tisti, ki pa nimajo, pa to živa beda in boj. In smo na takem razkoraku, da mislim, da bo stvar mogla početi kmalu. Ma je verjetno tudi ključno, da se tudi nekako javno govori tisti, ki ste bolj prepoznavni, ker ste pomembni, pa ste tudi vzor marsikomu, po mojem. No? Če bolj, ki si znan, si na nek način tako ali drugač vzor, da je pomembno izpostavljati, da si pač ti navaden človek. Imaš prednosti, imaš slabosti, pač tvoj life ni vedno najlepši na svetu, tako kot od nobenega drugega ni, ampak da je pomembno to mogoče tudi povedati na tak način ali pa pokazati. Jaz bi si želel, da bi še kdo drug to delal. Ne bom rekel, da sem edini, verjetno je še kdo, ampak zato za nalaž se kdaj slikam z mozoljem, še za nalaž, da vidijo, da pač to je nekaj, kar je del življenja. Ne vem. Upam, da se bo najdel še kdo, ki bo šel v to smer. Zato, ker hočem reči, da tudi če misliš, da si popoln in se cel dan trudiš biti popoln, na koncu, ko se ležeš v posle, veš, da nisi. In kaj ti pomaga v ta pretvarjanje, vsa ta energija, ki si vložil v nekaj, česar ni možno doseči. Jaz te računice ne razumem. Ker ne glede na kaj narediš, na koncu, ko se ležeš v poslu, veš, da vse to, kar si danes prodal, ni res. Nesmrten si, še zmeraj. Tudi če se ne vem, kako maže s kremo, mozolj bo še zmeraj prišel. In s tem ni nič narobe. S tem ni nič narobe. Ja. Hvala Bogu, metabolizem funkcionira. Imaš ogromno intervjujev, izjav, si jih imel, no? Do zdaj so v modi podcasti. Katero vprašanje bi si mogoče želel, da bi te vprašali, pa te do zdaj nihče ni? Prej sem rekel, da sem dobro vprašanje postavljal, pa sem že pozabil. A to je bil tisti, kdo te najbolj nasmeji? Ja, recimo. Ja. No, tega te nihče še ni vprašal. Evo, dobro je, nekaj sem naredila. Ja, par je bil taki, ki me še meni vprašal. Okay. Ampak vse ljudje ne sprašujejo, kar njih zanima, se meni zdi, ampak sprašujejo, kar ljudi zanima. Veš, kaj hočem s tem povedati? Dobro, ampak malo pa tudi, no, vsaj jaz te ne bi zdaj sprašvala nečesa, kar bi mi bilo nepomembno, ali pa da me ne bi zanimalo. Ne vem. Kadarkoli sem prišel na nek intervju, se je hitro vedel, v katero smer gremo z vprašanjem, ampak ponavadi so vsa ista, zato se pač ne odzivam na intervjuje, ker kaj je point, da premlevamo eno in isto, samo zato, da bi ostal relevanten in v medijih. Rajš ne počnem tega. Ja. Tam zdaj pa bom vprašala še par stvari, ki so mogoče malo bolj povezane z mano, ne toliko s tabo. Ne, se še malo te pogovarjamo. Za konc. A se kdaj pogovarjate doma, frendi, tako naprej, o politiki? Zdaj sprašujem čist nasplošno, ali pa o družbenih vprašanjih. Koliko pomembno je to?
Se pogovarjamo o politiki, zato ker politika tudi, če ne maramo, kori naše življenje. Ampak da bi zdaj pa pustil ali pa si želel, da mi je to glavna tema in rdeča nit mojega življenja, pa ne. To levi, desni, rdeči, beli, zeleni, mi vse. Ker tudi to nima veze na konc dneva, ko se vležeš v posla. Jaz želim, da mene definirajo moja dejanja, ne dejanja moje stranke ali pa nekoga, ki jaz simpatiziram. In jaz si želim truditi, da sem čim bolj normalen človek, tak človek, s katerim bom jaz lahko sam živel, sam s sabo. Ampak se pogovarjamo. Ne rad pa javno izpostavljam, kaj si mislim, ker mislim, da je najslabše za komedijanta, da se politično opredeli, ker potem ni več komedijant, ampak je nekdo, ki je simpatizer določenih lobijev. Če bi mi kdo plačal to, da ne rabam več iti na televizijo ali pa na noben podcast, pol bi se mogoče opredelil in zaključil svojo kariero, ampak ker noben hoče dati narja za nič. Hvala lepa. Pol nima smisla. Hodiš na volitve? Hodim. Ok. Zakaj je, mal si že načel, ampak še mal te bom mučila. Rekel si, da pač politika kroji naše življenja, kar je res. Zakaj je pomembno, da grejo ljudje volit in pač zbrati kogarkoli že in da ne prepuščajo glasu v bistvu drugim oziroma se drugi odločajo namesto njih, če ne greš na volitve? Zakaj je to tako zelo pomembno? Jaz mislim, da je pomembno že iz tega vidika, da pokažemo tem ljudem, ki sedijo tam v parlamentu, da je glas v naših rokah. Zelo se je ta nek razkol zgodil. Jaz sem tako, ko smo mi začeli ustvarjati, sem govoril, da so največji celebrity oziroma največje zvezde dejansko politiki. Ker najlepše obleke vozijo, najbolj kokain vlečejo, najbolj šijajo in imajo tudi največ pozornosti. Mi vsi drugi capljamo za njimi. Tako da jaz se moram izključiti, ja, seveda. Jaz te ne dajem v ta koš, saj zaenkrat. Zaenkrat. Hotel sem samo to reči, kar sem že prej povedal, da se pokaže tem ljudem, da so še vseeno odvisni od nas. In vem, da mlade ne zanima, ker jih nič ne zanima. Zanima jih samo to, če se bojo danes živeli, ampak ko bo enkrat prišli v naša leta, jih bo mogli zanimati, zato ker bo imeli to zelo veliko vpliv na njihovo življenje. Tako da mogoče včasih probajte razmisliti vsaj en dan vnaprej, če vam je 10 let preveč. In se vprašajte, kdo vam bo davke višal ali pa nižal, ker boste jih mogli plačevati, tudi če dan živite od TikToka. A si kdaj razmišljal, da bi posnel kdaj mogoče tudi kakšen drug žanr, ki ni nujno komedija? A te je to že kdaj kdo vprašal? Ne vem, če mi kdaj to vprašal, ampak jaz mislim, da bi posnel. Ne bi se kar distanciral od drugih žanrov, ampak mislim, da sem v tem toliko dober, da nimam še druge potrebe. Zlahka mi prihaja sarkazam in cinizem, mogoče ker je bil oče pol Srb, pol Grinč, ampak zaenkrat sem tle še domač in mi je všeč in ne rabim še drugih izzivov. Govorila sva tudi o pomembnosti zgledov, dobrih zgledov. A imaš ti kakšnega? Mogoče, ker sem bil mulc, mi je bil nek zgled Jim Carrey, ampak ne tak tip malikovanja, da sem imel doma postre, pa ne vem kaj, zato ker sem že kot mlad ločil, da je neki igralec, neki pa oseba. Ampak ta njegova, ko bi tem rekel, da se ni bal biti drugačen, ni bal pačati to, kar grem nekaterim v nos, mi je bilo všeč, da mu ni bilo mar, kaj je stopil pred kamero danes. Je pa veliko drugih tako ljudi še mogoče. Ne vem, zaenkrat mi je Conan O'Brien, ker je ena zanimiva ličnost. Zato, ker se zna preleviti in je na sceni že ne vem koliko 30-40 let in je zmeram bolj relevanten, če kaj drugega. To mi je nek tak zgled, recimo. A bi mogoče si z njima predstavljal kaj skupaj, kdaj mogoče enkrat v prihodnosti narediti? Ne vem, če pravi, da sem jaz, daj se zgodi in se pod komentarjem pojav besedilo, kjer pravi, da sem kao jaz jugoslovanski Jim Carrey, sam če sem jaz njegova kopija, jaz se ne moramo bok njemu postaviti, ker pa bi bil sam kopija. Ne vem, kaj bi s Conanom O'Brienom sicer lahko, ampak da bi že sedel zdravo njega, bi bil vesel.
Je to. Ja. Začela sva z vprašanjem, kdo je Goran Hrvaćanin. In zdaj te bom pa jaz za konc vprašala, da še ti poveš, kdo je pa zate ali pa po tvoje Irena Joveva. Iskren moram biti, kot sem bil že prej, in reči, da ne vem veliko, razen da si tako kot jaz Jesenic, da si tako kot jaz nisi dovolila, da te definira mesto in ostaneš ujeto v vse te stereotipe, o katerih smo se danes pogovarjali, ampak si šla ven iz tega in si izbrala svojo pot. To je, kar vem, in to je respekt. Pa da si v političnih vodah. In ne samo v naših vodah, ampak tudi mednarodnih. A sva kaj pozabila vprašati, dodati, povedati? Mogoče sem hotel na začetku reči, nisem upravičil, da imam očala gor in da sem imel kapuco gor, ampak to je zato, ker sem prehlajen in tukaj je prepih in tukaj je zelo močna svetloba, tako da prej me označite za narkomana. Na prostem smo. Treba se prilagoditi okolju, ne? Ja, tako. Evo, super, Goran. Hvala ti ful in seveda tudi čestitke in spoštovanje tudi z moje strani, res iskreno, za vse, kar si naredil in dosegel že zdaj, pa iskreno te želim sam še več v bistvu. Hvala lepa in hvala enako. Hvala seveda tudi vsem, ki ste nas spremljali danes in z Jovevo na ti. Do naslednjič.